Študenti Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani so pod mentorstvom docenta dr. Damjana Slabeta pripravili delavnice s tečaji temeljnih postopkov oživljanja, posebej prilagojene za gluhe in naglušne. V sklopu projekta Projektno učenje študentov je bil glavni poudarek na vključevanju oseb z okvaro sluha v usposabljanje za oživljanje ob srčnem zastoju, ki je življenjskega pomena za vsakega, ki doživi srčni zastoj. S področjem prve pomoči se raziskovalno in pedagoško ukvarjam že vrsto let in razmišljal sem o ideji, da bi to ciljno skupino zajeli v okviru projekta, projektno učenje študentov in zbrali skupino zelo motiviranih študentov, različnih smeri, ki so potem pripravili te delavnice in jih skušali čim bolj prilagoditi skupini gluhih in naglušnih. V bistvu praktičnega prikaza in prek razlage posameznih korakov oživljanja smo jih najprej teoretično naučili oživljati, potem so pa se še udeleženci preizkusili v praktičnem smislu. To je pomembno z večjih vidikov. Prvič, ker nikoli ne vemo, kdaj se srčni zastoj zgodi. To je en vidik. Drugič pa, da tudi to skupino oseb s posebnimi potrebami, se pravi gluhih, vključimo in jim ponudimo eno tako možnost usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja. Jakob Praznik, študent Zdravstvene fakultete Univerze Ljubljana, je poudaril pomembnost celostnega pristopa. Pojasnil je tudi metodo VODDO: varnost, odzivnost, dihalna pot, dihanje, obveščanje. Udeleženci so se učili pravilno preveriti stanje ponesrečenca, vzpostaviti dihalno pot, zaznati dihanje ter po potrebi takoj začeti stiski prsnega koša. Preverjamo varnost, če je varno, pristopimo do ponesrečenca, potem ga stresamo, mogoče oseba samo spičama zaprte oči, če se oseba ne odzove, potem lahko že pokličemo na pomoč, da nam kdo pride pomagati, potem je pa pomembno, da sprostimo dihalno pot, se pravi glavo zvrnemo nazaj, odpremo usta, pogledamo, če ima oseba mogoče kaj v ustih, potem pa našo glavo prislonimo k poškodovančevi glavi in potem naš pogled usmerimo proti prsnemu košu in potem vidimo, če se prsni koš dviga, hkrati čutimo na našem licu, če oseba diha in tudi slišimo, če oseba diha. In če oseba diha, odlično, jo damo v stabilni bočni položaj, če pa oseba ne diha, potem pa sledi klic na številko 112 in pa je pomembno, da takrat začnemo potem z stisci prsnega koša, 5 do 6 cm globoko, na sredini prsnega koša, približno 100 do 120 stisov na minuto. 30 stisov prsnega koša in potem 2 vpiha. Je pa res, da se zadnje čase vpihi ne priporočajo več, ker ne vemo, če je mogoče nek ponesrečenec na ulici, ne vemo, kaj je z njegovim zdravjem, mogoče, ne vem, da se ne nalezemo od njega. Se pravi, najbolj važni so stisi, če pa oživljamo nekoga, ki ga poznamo, pa pride v poštev tudi, bi rekel, vpihi. Posebna vrednost tečaja je bila prilagoditev uporabe avtomatskega defibrilatorja za osebe z izgubo sluha. Pomembno je tudi uporaba defibrilatorja, zato je tudi pomembno, da pokličemo ljudi, da nam pridejo pomagati. To je pa naš trening AED, ki je v bistvu zelo dober, ker je prilagojen tudi gluhim osebam, ki lahko vidijo preko slik, v kateri fazi oživljanja oziroma v kateri fazi delovanja je AED in jasno pokaže lučko, ko poteka analiza, se pravi, se moramo umakniti, pokaže lučko, ko lahko izvajamo stise in je zelo enostaven za uporabo. Srčni zastoj ne izbira ne kraja, ne časa, ne okoliščin, zato je pomembno, da čisto celotna populacija zna oživljati. Je pomembno, da v bistvu kot laiki čim hitreje pristopimo do osebe in ji pomagamo, zato ker raziskave pravijo, da vsaka minuta brez oživljanja zmanjša možnost preživetja za 10 do 12%. Zato je tudi namen te delavnice, se pravi, da tudi gluhe osebe opolnomočimo za to.
veliko ljudi se ustraši pomagati, se bojijo, da bojo karkoli naredili narobe, ampak če imamo osebo v srčnem zastoju, potem je res slabše ne moremo narediti. Oseba, če nič ne naredimo, bo umrla, če pa mi pridemo pomagati, saj nekaj naredimo, vsak ima saj neko praktično znanje, res je pomembno, da pristopimo, pomagamo in upamo na najboljše. Običajno predavamo skupini pač slušečih. Odziv je bil zelo pozitiven, so bili zelo motivirani, neverjetno uživali, spraševali, povedali tudi nekaj svojih izkušenj. Delavnica prve pomoči, ki je potekala v sodelovanju z DGNS in Zdravstvene fakultete Univerze Ljubljana, je bila pomemben korak k večji vključenosti in opolnomočenju gluhih ter predvsem k reševanju življenj ljudi s srčnim zastojem. Znanje oživljanja ne sme biti privilegij, temveč pravica vseh, ne glede na sposobnosti, okoliščine ali jezik, ki ga govorimo.